Pozdravljeni! Pred začetkom sezone 2020 je polno ugibanj, kakšno bo razmerje moči, kak koncept so zbrali pri določenih ekipah in na kake kompromise so pristali. In danes si bomo pogledali eno enostavno metodo, kako lahko vsak navdušenec sam doma interpretira določene podatke. Mnogi izmed vas ste že naleteli na razne analize, katere govorijo o konceptu bolida. In seveda zraven tega koncepta pride razlaga. Koncept nam pove, da določen bolid ima na primer več aerodinamičnega oprijema, zaradi tega več zračnega upora in posledično nižjo končno hitrost. To je dobro na taki progi, katera zahteva, na primer taki, ki ima dolge, hitre ovinke. Na tisti drugi tipologiji prog, kjer so ravnine bolj v ospredju, pridejo pa bolj do izraza tisti bolidi, kateri lahko nimajo toliko aerodinamičnega oprijema, ampak nimajo toliko zračnega upora in zato imajo višjo končno hitrost. In seveda ponavadi to drži, tu nimam kaj pripomniti. A problem je v tem, da ponavadi zmanjka tista razlaga, tista argumentacija zadaj, kako mi to vidimo. Namreč, mi navdušenci ne vidimo rezultatov z vetrovniku, marsikdo jih ne vidi, čeprav daja določene sodbe, kak je nek bolid in kak je oni drugi. In kot sem povedal, če vam kdo razloži zadevo z tisto frazo, ker tako pač je, samo pokaže na svoje lastno neznanje, na svoje lastno nerazumevanje in na dejstvo, da je svoje znanje nekako prepisal od nekoga drugega. Danes si bomo pogledali eno izmed enostavnih metod, kako lahko vsak sam doma, če želi in če ima 5 minut časa, interpretira določene vrednosti, katere so vsem dostopne. Vzeli bomo neko dirko, vzeli bomo bolide, za katere smatramo, da imajo določen koncept in videli bomo določene razlike, katere bomo skušali razumeti. A preden začnemo, je treba razumeti bistvo. Bistvo v formuli 1 je to, da je edino absolutno merilo čas. Čas je tisti, ki določa, kdo bo zmagovalec. Dirko zmaga tisti, ki določeno razdaljo prevozi v najkrajšem času in tudi pole position doseže tisti, ki krog prevozi v najkrajšem času. Sedaj, ali je dosegel na določenem merilnem mestu najvišjo hitrost ali ne, ni tako relevantno v tem pogledu. A končna hitrost na določenem segmentu seveda je pomembna, pravzaprav bistvena v tej interpretaciji. Ko gledamo koncept bolidov, moramo izločati kar čim več zunanjih faktorjev, da imamo lepši pogled, da imamo zadevo bolj jasno in seveda s tem tudi bolj razumljivo. Zato je potrebno vzeti prej tiste čase in hitrosti, ki smo jih videli v kvalifikacijah, kot tiste, ki jih imamo na dirki. Seveda, dirka je čisto druga zadeva, ker imamo zunanje faktore, kot so teža bolida zaradi goriva, lahko različne mešanice pnevmatik, lahko je vreme, katero je vplivalo, kajti dirka je daljša od tistega, kar so na primer kvalifikacije. V kvalifikacijah, če vzamemo na primer Q3, imamo tistih, 12 minut, katere v bistvu nam izbrišejo ogromno variabel, katere bi lahko vplivale. In seveda za to razlago sem vzel veliko nagrado Italije v Monzi, proga, katera leži bolidu, katera ima majhen zračni upor in iz tega izhajajočo visoko končno hitrost. Vzel sem letnik 2019 in poglejmo prve 4, da si bomo bolje razumeli, o čem sploh govorimo. Pole position, Charles Leclerc, 1:19.307. Na drugem mestu Lewis Hamilton, 1:19.346, slabe 4 stotinke počasnejši. Tretje mesto, Valtteri Bottas, 1:19.354, to se pravi slabih 5 stotink počasnejši od Leclerca. Na četrtem mestu Sebastian Vettel, 1:19.457. To se pravi 10,5 počasnejši, lahko ga izključimo iz analize. Prvi 3 so izjemno blizu.
A vemo, da Ferrari je tisti bolid, kateri je imel po konceptu, saj tako so pravili, visoko končno hitrost in nizek zračni upor, Mercedes po drugi strani je imel visok zračni upor, ker je generiral ogromno aerodinamičnega oprijema in zato naj bi imel nižje hitrosti. In seveda Monza je značilna tudi zaradi ene druge stvari, zato ker ima ravnino praktično izjemno dolgo. Če pogledamo meritve končne hitrosti na štartno-ciljni črti in tisti speed trap, kateri se nahaja na koncu te ravnine, bomo lahko videli prav tisto, kar so nam mnogi razlagali. Primerjamo rezultate, ki jih je dosegel Charles Leclerc. Ko je prišel iz parabolike in prečkal štartno-ciljno črto, je imel končno hitrost na tistem mestu 321,8 km/h, govorim zopet za kvalifikacijo, da smo si na jasnem. Na koncu jo je imel že 349,7, to se pravi 27,9 km/h je praktično zvišal to hitrost. Z njim Lewis Hamilton, kateri je prišel do štartno-ciljne črte sorazmerno s primerljivo hitrostjo 321,1. A na koncu je imel bistveno nižjo, to se pravi 342,5, razlika 21,4 km/h. In seveda, če malce zaokrožimo, vidimo, da je razlika 6,5 km, kar je ogromno v Formuli 1. Valtteri Bottas kot tretji in tisti, kateri je bil manj kot 5 stotink, imel pa bistveno nižjo hitrost. 313, ko je prišel čez tisto štartno-ciljno črto, nižji od Leclerca, nižji od Hamiltona in tudi na koncu 338,3. Ampak razlika med tisto njegovo začetno in tisto končno hitrostjo na ravnini 25,3, to se pravi, je kar pridobil nekaj hitrosti. Namreč razumeti moramo to koncept zračnega upora. Zračni upor preprečuje bolidu, da bi lepo pospeševal. Namreč končna hitrost je matematično določena. Imamo tistih 15.000 obratov v minuti, kar je maksimalni režim vrtenja motorja z notranjim izgorevanjem. Imamo menjalnik, imamo najvišjo prestavo in če tistih 15.000 obratov pretvorimo skozi menjalnik, dobimo obrate tistih polosovin, katere poganjajo kolesa. In seveda imamo, kolikšna je dimenzija kolesa in lahko izračunamo teoretično končno hitrost. A to je teoretično, praktično nimamo tiste neskončno dolge ravnine, kjer bi jo dosegli. Zato so te številke pomembne in interpretacija izjemno zanimiva. Če pogledamo malo širše, bomo videli, da Valtteri Bottas na vseh meritvah hitrosti je imel izjemno nizke vrednosti. A kljub vsemu tretji čas. Kako to? Ker je imel bolid z nastavitvami tako narejen, da je imel oprijem tudi v tistih ovinkih in tam, kjer so drugi vozili v bistvu počasi, je on vozil hitreje. In seveda na ravninah se je zgodba obrnila. Po drugi strani Lewis Hamilton je vzel malce drugačen kompromis. Hotel je imeti kar se da povprečno visoko hitrost na vsaki meritvi, seveda višjo od Bottasa in nižjo od tistega, kar je pokazal Leclerc. In na koncu se je zgodilo to, da izven tistega ovinka parabolika sta prišla oba s približno enako hitrostjo. A zaradi koncepta samega bolida Lewis Hamilton ni bil sposoben tako pospešiti kot Leclerc. In mislim, da so številke to pokazale. Namreč razlika med tisto prvo in drugo hitrostjo pri Leclercu približno 28 km/h, pri Hamiltonu, da ponovim, približno 21,5, pa pustimo sedaj desetinke na mero. To nam pove, da naprimer bolid Mercedesa in nastavitve, ki jih je izbral Hamilton, so dale določen rezultat. In tudi Bottas je z nastavitvami dosegel drugačen kompromis. Nižjo hitrost, a lepše je pospeševal. In sedaj se bomo vprašali nekaj. DRS pomaga vozniku, da prehiti onega nasprotnika, katerega ima pred sabo.
A tista najvišja hitrost, ki jo je dosegel Valtteri Bottas v speed trapu, je bila 338,3 km/h. Je bila tista dovolj, da bi prehitel Charlesa Leclerca? No, on na tisti točki pri kvalifikacijah je dosegel 349,7, malce manj kot 350. In če zaokrožimo hitrost Bottasa na 338, lahko smatramo, da je razlike 12 km/h, zaokroženo, da se bomo razumeli. No, DRS po mnogih pričevanjih, čeprav to ni pravo merilo, naj bi zvišal končno hitrost tistega, ki sledi, za 12 km/h. Torej, Valtteri Bottas, tudi če bi bil dovolj blizu Charlesu Leclercu, tudi če bi uporabljal DRS, bi imel velike težave, da bi ga prehitel. In videli smo na progi dvoboj Leclerc-Hamilton, da Lewis Hamilton je imel ogromne težave pri prehitevanju Charlesa Leclerca in ni mu uspelo. Zakaj? Ker koncept bolida mu to ni dovolil. Po drugi strani, če bi bil Lewis Hamilton pred Charlesom Leclercem in z enakimi vrednostmi, pa verjetno Leclerc mu ne bi prišel dovolj blizu v tistem mešanem ovinkastem delu, da bi lahko to svojo višjo končno hitrost izkoristil. Videli ste z interpretacijo enostavnih podatkov, kako se lahko razume tisto, kar nam pravijo mnogi strokovnjaki, a premalokrat razložijo. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.